Današnje dogajanje je v bistvu inkluzivni pop-up kviz, kar je predstavljeno na zaslonih za mano. Mimoidoči so povabljeni, da si vzamejo minutko, dve, se sprehodijo noter, kjer jih pa čaka neko posebno presenečenje. Noter se nahaja Nikolaj, ki je gluha oseba in v bistvu je voditelj, v vlogi voditelja tega kviza. Ko pride oseba noter, ga Nikolaj pozdravi s tablico, na kateri piše dobrodošli v kvizu. In mu zastavi vprašanje. A trik je, da mu to vprašanje zastavi v slovenskem znakovnem jeziku, torej ga odkreta. Kar pa pomeni, da ga neka povprečna mimoidoča oseba ne razume. Na Trgu Republike v Ljubljani je potekalo spremljevalno dogajanje ob prvem slovenskem dnevu inkluzije, ki nosi sporočilo Vključenost je ključ. Pobudniki tega pomembnega dne so Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, družba Mastercard ter iniciativa Prispevaj kretnjo, ki so s premišljeno zasnovano aktivacijo želeli mimoidoče spodbuditi k razmisleku o pomenu vključujoče družbe. Ko ti rečem slovenski znakovni jezik, kako misliš, da to poteka? Sigurno je neki povezan z gibi rok, kako komuniciranje na drugačen način. Ja, s tako situacijo se še nisem v bistvu srečal nikoli, da se bi v bistvu mogel sploh skomunicirati s kakšnim, ki ne more govoriti v bistvu, ampak se lahko kaže samo signalnimi znaki. Tako da ja, zanimiva izkušnja. Ja, da mora biti težko, no. Zelo težko. Pa kakor sem zvedel, da je omejen, da nimajo tako razvitega jezika, kot mi, to je sploh težko. Na začetku malo ne veš, za kaj se gre, potem ko vidiš tisto naslednjo tablico in še naslednjo, dobiš malo tisti vpogled v realno sliko, ker je tako. Na začetku vsi lahko pokimamo, za naprej je treba nekaj več. In to mislim, da je vrhunsko za pokazati, da moramo narediti bistveno več, da bomo gluhe vpeljali v vsak dan, da bo njim lažje. Opažam, da so slušeči premalo zavedajo vsakodnevnih problematik gluhih. Se pravi, vsi vse vejo, ne slišijo, vejo, da so okoli nas, ampak ko se soočijo na dnevni bazi z njimi, še posebej v delovnem okolju, je pa to ful težko. Ta projekt je odličen. Je dobra zamisel, kako slišeči lahko spoznajo, kako se gluhi počutijo, ko se recimo pogovarjajo s slišečimi. Gluha oseba se ne more s slišečo pogovarjati in ta projekt slišeče ozavesti o naši problematiki glede sporazumevanja. V tem objektu sem gluhi voditelj pop-up kviza. Vprašanja sem odkretal in slišeči niso nič razumeli. V večini so zelo presenečeni. Zelo jim je težko, ko vidijo nekoga dejansko, ki ne more zares stopiti v družbo. In to tudi mene pretresi, kaj jaz njih sprašujem. Vidi se v njihovih očeh, da sočustvujejo z njim. Poleg kviza je iniciativa Prispevaj kretnjo obiskovalce spodbudila, da dejavno prispevajo k razvoju slovenskega znakovnega jezika. S tem projektom posamezniki lahko predlagajo nove besede in darujejo finančna sredstva, ter s tem pomagajo ustvarjati nove kretnje, ki bodo gluhim in naglušnim omogočile lažje sporazumevanje. Bil sem presenečen, da so tukaj še vedno precejšnje omejitve in sploh kako je cela stvar zastavljena. Spoznal sem se tudi z nekimi kretnjami, ni lahko, ampak je pa zelo pomembno. V družbi Mastercard in tudi jaz osebno verjamemo, da vključujoča družba prinaša bistvene koristi in razvojne potenciale, zato podpiramo tovrstne iniciative.
Vsi ste vabljeni, da obiščete prispevajkretnjo.si in si izberete svojo besedo, prispevate 10 evrov in tako postanete varuh te besede, ki bo nato s pomočjo razvojne skupine ustvarjena v Kretnjo. In tako v bistvu bogatimo skupaj slovenski znakovni jezik. S pobudami, kot je iniciativa Prispevaj Kretnjo, se krepi ozaveščenost o pomenu dostopnega sporazumevanja, medtem ko interaktivni dogodki, kot je bil pop-up kviz, spodbujajo razumevanje in sočutje. Če želimo družbo, v kateri ima vsak posameznik priložnost dejavno sodelovati, so takšni dogodki ključnega pomena. Vključenost je namreč resnično ključ, ne le ta dan, ampak vsak dan.